Yes, pleasure. Well, Mr. Minister, dear members of the media, dear guests, this embassy is truly honored to publicly announce Mrs. Tina Mazes' nomination as a candidate to the Kingdom of Spain's Príncipe de Asturias Award for Sports 2012. The Premios Príncipe de Asturias are the most prestigious and best endowed state awards offered by the Kingdom of Spain under the direct patronage of His Royal Highness Prince Felipe de Borbón, the Crown Prince. Welcome, Tina and Andrea. It is an honor to welcome you and your relatives and friends here today, and I am very glad that you have accepted this embassy's nomination. Gospodična Tina Maze, ste nominiranka za špansko kraljevo nagrado. Kako se človek počuti ob novici, da kandidira za kraljevo nagrado? Zelo počaščeno, zelo ponosno. Neka posebna stvar, se čutim, kot da bi se pripravljala za nominacijo Oskarja, ki je pač v filmskem svetu najvišja nagrada, in tudi tako jaz to nagrado v bistvu dojemam. Zdaj, če je moja ocena prava, mislim, da je precej prestižna nagrada in sem ponosna na to. Ste športnica, ste kdaj pričakovali, da boste kandidirali za takšno nagrado, ki ni neposredno vezana s športom? Jaz mislim, da je precej povezana tudi s športom ta nagrada. Ob tem, da je naša zgodba posebna, lepa in smo dali veliko skozi, bom rekla, ampak mislim, da je tista največja stvar, so v bistvu športni rezultati, in mogoče nisem pričakovala, da bo to v takšni obliki. Vedno sem verjela, da bom, med kandidati za športnico Slovenije, kar sem tudi bila in tudi osvojila to nagrado, kaj širšega, pa moram reči, da moje meje so bile bolj notraj Slovenije, ampak to se je tekom zadnjih 4-5 let precej spremenilo in gledam tudi ven iz sveta in sem vesela, da se moje želje in moji pogledi tudi uresničujejo. Kako je prišla ta novica do vas? V bistvu so me kontaktirali gospa ambasadorka Španije, če pridem na eno kosilo, da se pogovorimo, če bi sprejela to kandidaturo, da me je sploh povedala, za kakšno obliko nagrade gre. Namreč iz tega v bistvu nisem poznala prej, so mi povedali, kdo so bili nominiranci, kdo so sploh osvojili to nagrado, in sem kar malo ostala brez besed. Wow, to pa je res nekaj posebnega, in seveda sem kandidaturo z veseljem sprejela. Zdaj pač upam, da se še vedno imam visoka pričakovanja, ampak s takšnimi pričakovanji sem tudi lahko prišla do sem, kjer sem. Zato zdaj ne bom govorila, da ne upam, da zmagam, ampak upam, da zmagam tudi v tej veliki konkurenci. Govorite špansko? Ne, špansko ne govorim, no hablo español, ampak znam določene stvari iz italijanščine. Mogoče nimam tistega pravega naglasa. Imam pa veliko prijateljev iz Španije, med drugi je Renda Contreras, pa zdaj punca v bistvu moja sotekmovalka Carolina Ruiz Castillo, in sem se vedno dobro ujela s temi puncami, tako da je tudi iz tega vidika imam dobre odnose z španskimi ljudmi, z puncami, ki smučajo, ki jih je bolj malo, ampak te so zares nekaj posebnega in imajo močno srce in se borijo veliko. Še morda vprašanje. Nova sezona sicer ni pred vrati, ker je še poletje in jesen, vendar za vas, za športnike, ki se ukvarjate z zimskim športom, praktično ni počitka. Kaj lahko pričakujemo v novi sezoni? Ja, naš šport je tak, da je v bistvu sezonski, da ko ni zime, jo mi iščemo, tako da avgusta se odpravljamo tudi v Južno Ameriko, kjer bomo v bistvu smučali cel mesec. Pričakujem to, da bom še izboljšala svoje sposobnosti. Vsak dan to delam na atletskem štadionu, fitnessu, s kolesom, kar se tiče mentalne priprave tudi. V bistvu gre za način življenja, ki je v bistvu 24-urna služba, bom rekla,
ne mislim kdaj na to, da bi se izboljšala. Tako da jaz upam, da se še izboljšam v celem smislu za naslednjo sezono in naredim še en korak naprej.